V Bistriškem gradu je pretekli petek potekala slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem prazniku. Na prireditvi so podelili Romihova priznanja za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture za leto 2025. Slavnostna govornica je bila Patricija Breznikar, direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Slovenski kulturni praznik ni praznik preteklosti, je praznik sedanjosti in prihodnosti. Je praznik živih ljudi, vseh, ki kulturo ustvarjajo danes. Ne le na velikih odrih in v knjigah, temveč tudi v vsakdanjih stikih, v pogovorih, v prostovoljstvu, v ustvarjalnosti in v skrbi za skupni prostor duha. Kultura ni nekaj oddaljenega ali zvišanega. Je način, kako se pogovarjamo drug z drugim, kako poslušamo, kako izražamo različna mnenja in kako gradimo kulturo dialoga. Je prostor, kjer se učimo strpnosti, spoštovanja in sobivanja različnosti. Brez dialoga ni kulture in brez kulture dialoga ni skupnosti. Knjižnice imamo pri tem posebno in nenadomestljivo vlogo. Smo prostori znanja, a hkrati prostori srečevanja. Smo demokratični prostori, odprti za vse generacije, za vse poglede in za vse, ki iščejo informacije, navdih ali preprosto mir. V knjižnici se srečujejo preteklost, sedanjost in prihodnost v obliki knjig, zgodb, vprašanj in odgovorov. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ima dolgo in zelo bogato tradicijo. Začetki knjižničarstva sta močno povezani imeni dr. Josipa Vošnjaka in Lovra Stepišnika, ki sta leta 1863 ustanovila bralno društvo Podpohorje in Slovensko bukvarnico. Želela sta izobraziti čim več preprostih kmetov in jih vzpodbuditi k branju slovenskih knjig. Že takrat je bila knjiga razumljena kot temelj osebne in družbene rasti, kot sredstvo za opismenjevanje, razmišljanja in povezovanja ljudi. Danes knjižnica to poslanstvo nadaljuje v sodobnem času. Ne le z izposojo knjig, temveč tudi z dostopom do informacij, domoznanskega gradiva, digitalnih vsebin ter z bogatim kulturnim in izobraževalnim programom. Knjižnica je prostor vseživljenjskega učenja, vključevanja in dialoga. Prostor, kjer ima vsakdo pravico do znanja, do vprašanja in do svojega glasu. Poleg osrednje knjižnice ima pomembno vlogo tudi mreža krajevnih knjižnic, ki kulturo prinašajo bližje ljudem. V Oplotnici, v Makolah, Poljčanah, na Pragerskem, na Tinju in Keblju. S tem knjižnica presega zidove stavbe in postaja resnična dnevna soba lokalne skupnosti. Nepogrešljiv del kulturnega utripa Slovenske Bistrice in okoliških občin pa je tudi ljubiteljska kultura. Prav kulturna društva, pevski zbori, gledališke skupine, folklorne in glasbene zasedbe so tisti utrip, ki kulturo prinaša med ljudi in jo ohranja živo v lokalnem okolju. V občinah Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane deluje kar 29 kulturnih društev s 116 sekcijami. Za temi številkami stojijo ure vaj, prostovoljno delo, odrekanja in velika predanost. Pogosto brez materialnega plačila, a z izjemno srčnostjo in odgovornostjo do skupnosti. Ljubiteljska kultura ni le oder in nastop, je proces sodelovanja, poslušanja in usklajevanja. Je prostor dialoga, kjer se učimo spoštovati različnost,
graditi skupni izraz in vztrajati tudi takrat, ko ni lahko. Ljubiteljska kultura resnično povezuje ljudi, krepi občutek pripadnosti in ustvarja prostor sodelovanja. V času, ko pogosto govorimo o individualizmu in odtujenosti, kultura znova in znova dokazuje, da še vedno znamo stopiti skupaj, prisluhniti drug drugemu in ustvarjati skupne zgodbe. Prav zato ima v lokalnem okolju tako velik pomen. Kultura je del našega vsakdana, je način, kako se v krajih, kjer živimo, srečujemo, kako sodelujemo, kako se pogovarjamo in kako znamo slišati drug drugega. Je kultura dialoga, je sposobnost, da v različnih pogledih ne zapremo vrat, temveč odpremo prostor za pogovor, razmislek in skupne rešitve. Priznanja, ki jih danes podeljujemo, so zato več kot formalnost. So izraz hvaležnosti, spoštovanja in zaupanja do vseh, ki s svojim delom bogatijo naš kulturni prostor in s tem tudi naš skupni vsakdan. Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Verjamem, da ima kultura prihodnost. Ne kot razkošje, temveč kot nujo. Kot prostor, kjer se učimo razumevanja, strpnosti in dialoga. Kot prostor, kjer ohranjamo jezik, vrednote in identiteto, ter jih prinašamo na prihodnje rodove. Naj slovenska kultura in z njo kultura našega kraja ostane kisik naše skupnosti. Naj nas povezuje, plemeniti in navdihuje tudi v prihodnje. Iskrene čestitke vsem o prihajajočem kulturnem prazniku. Romihova priznanja so prejeli Nataša Flic-Podlipnik, dolgoletna članica KUD Janko Živko Poljčane, Vesna Urbančič iz Delavsko-prosvetnega društva Svoboda Pragersko, mešani pevski zbor KUD Bojan Sinič Laporje in otroško-mladinsko društvo Fridina Mišnica. Dobitniki plakete Štefana Romiha z listino za posebne dosežke za leto 2025 pa so Stanka Jesenek iz KUD Gaj Zgornja Poskava, Bojan Korelc, član več kulturnih društev iz Poljčan in Studenic, in Jožef Pečevnik iz KUD Šmartno na Pohorju. V kulturnem programu so nastopili člani in članice KUD Štefan Romih Črešnjevec. Za danes in jutri